Spoštovana Tina, dragi Marko, kandidatke in kandidati. Nova Slovenija, SLS in Fokus Marka Lotriča. Z roko v roki, skupaj že več mesecev prihajamo v finiš. In te energije, tega navala, tega navdušenja, da prihaja nova slovenska pomlad, tega, dragi moji, tega tik pred koncem ni več možno ustaviti. V zadnjih mesecih smo prepotovali celotno državo, večkrat. In vsi ljudje, župani, podjetniki, obrtniki, espeji, kmetje, zdravniki, medicinsko osebje in drugi. Namenoma glasno govorijo, da je šla slovenska levica z ideološkim bojem, ki je dobil v tem mandatu Golobove vlade nadgradnjo v razrednem boju, da je šla predaleč. In v nedeljo je naša ključna odgovornost prav ta, da preprečimo tej levici, da razdira in uničuje našo državo. Skupno listo bomo to dosegli. In prav v tem je čar tega povezovanja. Vejte, vse tri stranke smo naredile nekaj korakov nazaj. A veste zakaj? Ker imamo to domovino, nam ljubo Slovenijo, neskončno radi. Neskončno radi. In to zavedanje, da če stopimo skupaj, dobimo več mandatov v državnem zboru, to zavedanje je botrovalo k tej naši končni odločitvi, da nastopimo skupaj na volitvah povezani. In jaz spremljam tudi ankete javnega mnenja, seveda, da jih spremljam, čeprav na njih kaj veliko ne dam. Ampak vam lahko rečem, na začetku tega tedna smo imeli že čez 10 mandatov. Verjamem v nadgradnjo do konca tedna, z roko v roki, do konca. Kajti, brez te skupne liste in brez tega, da ne posežemo proti 12-13%, ne bo sprememb v državi. Ne bo mogoče izoblikovati razvojno koalicijo v okviru desne sredine, ki je edina možna in je edini porok, da lahko zagotovimo višjo blaginjo za vse. Slovenijo, ker bo dala možnost vsakomur. Slovenijo, ker bo delo vrednota. Slovenijo pravičnosti. Slovenijo, ki bo skrbela za naslednje rodove, za demografijo, za višjo rodnost. In za Slovenijo, ki ne bo do obrtnikov, podjetnikov, zdravnikov, mačeha, ampak mati. In Slovenijo, ki bo dajala mladim pogoje, da ostajajo tukaj in ustvarjajo tukaj družine. In ta skupna lista, draga Tina, dragi Marko, ta skupna lista je edini porok, da do tega pride. Pred nami so še dobri 3 dnevi. Tokrat gre za Slovenijo, gre zares. To so najbolj prelomne volitve po letu 1990. Če ne bomo spremenili v nedeljo politične oblasti, potem se bomo zbudili leta 2030 v Sloveniji, ki niti približno ne bo tista Slovenija, o kateri so sanjali in za katero so leta 90 na plebiscitu glasovali tudi mnogi tukaj prisotni v dvorani. Torej, naša odgovornost je, da do zadnjega atoma moči garamo ne le do petka zvečer, ampak tudi soboto in nedeljo, da pripeljemo na volišče vse speče celice naših ljudi, ki jim je mar,
za podporo skupni listi. Samo to je edina rešitev. Kajti gre za Slovenijo vrednot. Gre za to, da je pod Golobovo vlado na udaru tudi način našega življenja. Kajti ne le v Sloveniji, tudi povsod po svetu je šla levica s tem razrednim in ideološkim bojem predaleč. In jo treba ustaviti. Če je nekoč ena gospa zaklicala, ustavimo desnico, danes kličemo, ustavimo kulturni boj, ki ga bije levica proti vsem nam, proti podjetnikom, obrtnikom, kmetom, delovnim in poštenim ljudem. Ustavimo takšno levico. Želim sporočiti, da ta skupna lista svojih volivk in volivcev nikoli ne bo razočarala. In verjamem v eno stvar, da bo v Državnem zboru naslednji teden se ponovno vrnila tudi Slovenska ljudska stranka. In lepo se zahvaljujem vsem članicam in članom Slovenske ljudske stranke, da bo prvič prisoten v Državnem zboru tudi predstavniki stranke Fokus Marka Lotriča. In okrepljena tudi poslanska skupina oziroma nagrajena poslanska skupina NSI-ja. In jaz se lepo zahvaljujem vsem članicam in članom SLS-a in tudi članicam in članom Fokusa Marka Lotriča za iskreno sodelovanje v tej že kar dolgi volilni kampanji. Ampak to delo bo nagrajeno. Upanje. Kaj rabi Slovenija? Ta trenutek rabi upanje. Upanje potem, da ima vsakdo, ki se trudi, enake možnosti in enake priložnosti. Ob tem pa je potreba popravljati krivice, ki se dogajajo. Skupna lista ima najboljši program in ima najboljše ljudi in lahko prevzame katerikoli resor v novi vladi. Imamo akcijski načrt za prvih 100 dni vlade, ampak najprej bo potrebno popraviti krivice, ki jih je storila Golobova vlada našim ljudem. Druga stvar, že rečeno je bilo, da se delo mora splačati. Tako je. Delo je vrednota in tisti, ki dela, mora dostojno živeti od svojega dela. Tisti pa, ki ne zmore delati, ne mu pomaga socialna država. Ampak tisti pa, ki noče delati in izkorišča socialno državo, gospe in gospodje, ta pod našo vlado ne bo več imel sociale. Delo mora biti vrednota. In prekiniti je treba s socialnim turizmom. Vsakdor, ki pride sem in ga potrebujemo kot kader v Slovenijo, iz tujine, naj sprejme naš način življenja, naše vrednote, našo kulturo in naš jezik. In naj spoštuje našo domovino. In to je tisto bistveno. In prehajam tudi na demografijo ob tem. Dolgoročno ne bo mogoče samo z uvozom delovne sile, kajti s tem se spreminja tudi naša kulturna krajina. Vsi tisti, ki lahko imajo otroke, morajo imeti tudi dostojne pogoje. Zlasti pa rečemo enkrat na glas, pomladimo Slovenijo, veselje do življenja in kultura življenja morata preplaviti Slovenijo. In te dni se veliko govori o brezplačnih vrtcih. Kje bi to vzeli, ta denar? Za brezplačne vrtce potrebujemo še 200 milijonov evrov denarja. In damo pozitiven signal, da država zna poskrbeti za višjo rodnost.
Če vzamemo to tistim nevladnim organizacijam, ki so podaljšana roka levice in imajo v petkih toliko časa, da kolesarijo, če ta denar dovzamemo njim in damo za brezplačne vrtce, verjemite, da bo denarja še ostalo. Obrtniki in podjetniki, espeji, normiranci. Tukaj imamo mi najboljši program. Z davčnimi pavšali razbremeniti obrtnike, gostinske lokale, frizerske salone. Imajo predvidljivo poslovanje. Znižati je treba davke, zaradi tega, da bo lahko obrtniki dajali višje plače. Spremeniti treba dohodninske lestvice, omogočiti ljudem, ki delajo, da več zaslužijo. In potem nas sprašujejo, kje bomo mi to vzeli. Glejte, najprej moramo ustvarjati, več moramo ustvariti, dvigati produktivnost, da bomo lahko potem seveda delili. Ampak brez ustvarjalnosti, brez dela tudi deliti ne bo možno. In tukaj ima pa naša lista resnično najboljši davčni in gospodarski program in prave odgovore za to, kaj potrebuje Slovenija od leta 2026 do leta 2030. Za konec, dejal sem že uvodoma, volilna kampanja se ne zaključi v petek. Volilna kampanja se zaključi v nedeljo ob 19. Tukaj je prisotnih, nas je prisotnih 500 ljudi. Naša naloga je, da od danes naprej imamo prižgane telefone, vrtimo, pošiljamo SMS-e in oznanjamo novo slovensko pomlad. Nagovarjamo ljudi, da grejo na volišče in da volijo skupno listo NSi, SLS in Fokus. 23. marca bo prepozno, časa je do 19. ure v nedeljo. In nikar ne smemo nasedati manipulacijam. Ta pozitiva, ta energija, ponesmo jo naprej v svoje kraje, v svoje vasi, v svoje volilne okraje, kajti le ta ogenj, ta svetilka bo premagala temo, ki jo imamo sedaj že 4 leta. In jaz resnično verjamem v uspeh, verjamem v novo vlado, središče vlade je Fokus, NSi in SLS. Resnično v to verjamem, da se bo to zgodilo. Kajti takšne energije in takšnega upanja, kot je danes tukaj v dvorani in tudi sicer po terenu, ki takšnega jaz še nikoli v svoji politični karieri nisem videl. In kot je dejal Ivan Oman, Ivan Oman, oče slovenske pomladi, je dejal, mi gremo na volitve zato, da zmagamo. In pejmo na volitve zato, da zmagamo. Hvala vam in Bog vas živi.